Kot da ni dolžji razred križanca sam po sebi. Ne, zdaj se segmentirajo še te, tako da imamo majhne, srednje, velike, enoprostorne, ni konca. Ampak me sploh ne moti, če bodo proizvajalci štancali takšne avtomobile, kot je tale nova Mazda CX-3. Izziva z izgledom, ki kar izžareva dinamiko. Je pa zgrajena na osnovi nove Mazde 2, ki je odličen mali avto. Odličen, smo ga že testirali. Zato nič kaj manj ne pričakujemo od te, ki je malo prirejena za teren. Kakšen teren za pločnike, no pa se s tem voz po terenu. Tole je zdaj že 5. model po vrsti s tehnologijo Sky Active, s katero šparajo pri teži, da ohranijo agilnost in pomagajo rešiti svet. Še vedno zavračajo trenutno popularni downsizing, torej zmanjševanje prostornine motorjev in obešanje turbin, kar v bistvu podpiram. Ob splovitvi bosta zato na voljo dva 2-litrska bencinska motorja z 88 in 110 kW, torej 120 in 150 konji, in en 1,5-litrski turbodizelski. Ta je čisti novinec v familiji, premore 77 kW, stoji 105 konjev, 270 Nm navora in spusti v zrače samo 105 gramov CO2 na kilometer. No, še preden se sploh prišel do gumba za zagon motorja, mi je že všeč. Pri Mazdi res hočejo, da se z avtom počutim kot eno, zato so mi namenili res zelo prilagodljiv volan, sedežem pa se lahko spustim čisto nizko, da sploh nimam občutka, da sedim v križancu. Meni se to zelo dopade, da ne rabim imeti čisto stegnanih rok med vožnjo. Trajnost je skoraj enaka tisti v dvojki, kar je dobro in slabo. Dobro zato, ker je oblikovanje luštno, lepo objame, slabo pa zato, ker bo kdo pričakoval boljše materiale. Seveda ne v tej različici z opremo Revolution Top, ki je najbogatejša in ima usnjeno oblazinjenje tudi na armaturki, ne samo na sedežih. A vseeno, ne gre za avto višjega razreda. Veseli me, da niso zmehčali teže krmiljenja in tako ostaja podobno obteženo kot pri dvojki. To je na avtocesti super in verjetno bo tam tudi največ časa, čeprav najdemo zaščitno plastiko na blatnikih in se bo marsikdo verjetno izbral tudi 4-kolesni pogon, ki bo stal dodatno 1800 €. Veliko vas bo ta avto kupil tudi kot edinega pri hiši, kar pomeni, da mora imeti še kaj prostora. Čeprav izgleda, kot da je večina truda šla v oblikovanje, manjša družina z njim lahko shaja. Zadaj lahko sedim tudi sam, čeprav se bodo otroci počutili bolje, v prtljažnik z dvojnim dnom pa gre za 350 litrov robe. Dejstvo je, da je vsak mali karavan prostornejši in predvsem bolj pregleden. Pri teh avtomobilih je zaradi širokih stebričkov nazaj preglednost vedno slaba. Ampak boste pa v trendu, a ne? CX-3 je že na prvi kratki vožnji dokazal, da je med najboljšimi. Osnovna cena bo za model z 2-litrskim benzinskim motorjem precej ugodnih 15 490 €. Vsi trije motorji so zmogljivi, oprema bogata in vem, da bo teh avtomobilov kar nekaj tudi na naših cestah. Zakaj? Verjetno je jasno že na prvi pogled.